tokrat v občinskem informatorju. Pustila službo vzgojiteljice in se podala na samostojno ustvarjalno pot. V soboto je bila v Staršah odlična 4. velikonočna tržnica. Krek obiskal Ravne na Koroškem, vlada za 11 dni napovedala lockdown. Dvorcu Viltuš se končno obeta obnova, znane prve ideje vsebine. Obiskali smo Miklavško tržnico, ki bo v tem letu prenovljena. Lepo pozdravljeni. Te dni smo obiskali Špelo Voda iz Miklavža na Dravskem polju. 9 let je delala kot vzgojiteljica, a se je nato odločila, da se poda na samostojno pot ustvarjalnosti in ustvarila male razvade, za katere upa, da bodo nekoč postale velike. Veselijo, da so njeno delo opazili tudi v tujini. V Miklavžu na Dravskem polju smo obiskali Špelo Voda, ustanoviteljico malih razvad, ki so se začele razvijati zaradi lesenega držala za dudice. Zgodba se je v bistvu začela pisati v času porodniške, pa ne zato, da je bilo preveč časa, ampak zato, ker pač sem želela vedno nekaj ustvarjati in ker sem pač drugače po poklicu vzgojiteljica, pa je nam je to itak vsak dan, da nekaj delamo z otroci, tako da sem v bistvu začela ustvarjati držala za dudice. Da je moj Mateo dobil za darilo držalo za dudice iz lesa, pa ko je pač cel čas v ustih vlačo, je ta razpadala in meni kot mami itak ni bilo to všeč, pa sem začela iskati pač materiale, s katerih bi pač lahko jaz to ustvarjala. Danes v največji meri ustvarja ravno izdelke iz lesa. Kupila ta laser, ki dela v bistvu lahko vse. Lahko delamo iz lesa, lahko delamo iz kovine, lahko delamo iz pleksistekla, glavnem iz vseh materialov, ampak največ ustvarjamo iz lesa. Presenetila je tudi našo ekipo. Bila toliko pridna, da sem se vstala dovolj hitro, ker to traja, kaj sem izdelala za vas, pač 1 uro. In sem vam izdelala en predpražnik. Upam, da boste ga imeli kam za postaviti, pa da vam bo krasil pa prostor. Pokaže nam, kaj vse še ustvarjajo. Zdaj izdelujemo pač v glavnem te tablice z rojstnimi podatki. To je za mojega Mateja ta prva nastala. Graviramo na les, zdaj nastajajo pač velikonočni zajčki. Za mamice so nastajale deske za kuhanje s kuhalnico, na katero graviramo. Glavnem, ni da ni, no. Priznava, da je potrebno veliko reda in samodiscipline. Delo toliko povečalo, pa obseg dela se je pač toliko povečal, da nisem mogla več sedeti na 2 koncih, no. Vsako stvar uspešno, ki jo želiš vodiš, moraš biti 100%, tako da 50-50, ne pri enem, pa ne pri drugem poklicu ne moraš biti. Je težko, no, ni tako preprosto, ko si vsak misli, da zdaj pa pač samo doma sedi za računalnikom, pa nič ne dela. Trenutno je najpopularnejša tabla s podatki, naročila dobiva tudi iz tujine, na kar je še posebej ponosna. Ta tabla je pač naš največji dosežek zdaj za enkrat. V bistvu je postala dosežek, ko sem jo objavila na TikToku. Takrat se je pač v bistvu začelo zanimanje tudi iz tujine. Na njo se pa nalepijo letnice življenjske, pač njihove zgodbe, kdaj so se spoznali oziroma rodili, partner, partnerica, otroci, hiša, poroka, hišni ljubljenčki, karkoli. Pove, da si nikoli ne zadaja prevelikih ciljev, saj si ne želi biti razočarana. Upa, da bo njena ustvarjalna pot dolga in se ob koncu pošali, da si želi, da iz malih razvad nekoč ne stanejo velike. V soboto dopoldne smo bili na obisku velikonočne tržnice na vaškem središču Starše. Tam so se predstavili s svojimi domačimi dobrotami lokalni ponudniki. Tržnica je bila dobro obiskana, našlo se je veliko dobrega za starejše, najmlajši pa so uživali tudi pri zapisovanju svojih želja, ki so jih obesili na drevesa želja. Ponudba na tokratni velikonočni tržnici v Staršah je bila res raznolika, tako za velike kot male obiskovalce. Ja, imamo tako prehranske izdelke, kot tudi razne ustvarjalce. So pa v bistvu to ponudniki, tako kot ste rekli, iz naše občine Starše in pa iz okoliških občin. Tako tudi otroci pridejo na svoj račun danes, kaj ne da? Ja, res je, ja, tudi za otroke smo pripravili majhna presenečenja. Velikonočni zajec je skril v bistvu tele čokoladne jajčke, tako da jih tudi lahko poiščejo. Zadovoljni, da so lahko bili na tržnici, so bili predvsem obiskovalci.
To smo v zadnjem letu zelo pogrešali. Me pa všeč ideja, da je to velikonočna tržnica in se domači proizvodi lahko kupijo za prihajajoče praznike. Z Maribora smo prišli, smo slišali, da je odprto tu, pa vnukinje imamo tu, pa smo prišla malo okrog, da smo nakupili vse za veliko noč, smo že nesli v avto, tu imamo še sladice, malo sira. Fajn je, da imate to, da je vsaj nekaj, ne, zdaj v tem času. Malo edino manjka, kakšni kratki, bi pasel zdaj, ali pa kavica, vsaj nekaj, ne. Med ponudniki je bilo kar nekaj takih, ki so imeli na stojnicah velikonočne dobrote. Saj veste, brez potice ob veliki noči ne gre. Mi ponujamo vse stvari, ko jih skoraj rabite za veliko noč. To so potice, potratna in orehova, kruh iz krušne peči, potem kekse in pa gibanice. Povejte še, recimo pri keksih ali pa pri potici še kakšen skrivnostni načrt, imate recept, imate kakšno posebno sestavino noter? Nekih posebnih sestavin niso, osnovne sestavine, tako so pekle naše babice, osnovne stvari. Tudi mesne dobrote se je dalo dobiti, na primer s kar 150 let stare kmetije Golob iz Zlatoličja, kjer skrbijo za kakovostne izdelke. Imamo več različnih kosov velikonočne šunke, od malo bolj sočne do malo manj sočne, tako da si lahko stranke zbirajo. Tudi klobase za kuhanje imamo, tako praznik veli, da moramo imeti, in pa suhe mesnine, suhe salame, suhe klobase, kibelflajš, vse, kar so dobrote za velikonočni praznik. Lahko rečemo, ni da ni in vse je domače. Vse je domače, od naših domačih prašičev, tudi prehrano imamo svojo domačo, tako da ni nobenih aditivov dodanih, nobenih konzervansov. Tudi od strank je potrjeno, da lahko uživajo tudi stranke, ki so na laktozo alergične, na gluten alergične, tako da to praksa najbolj pokaže. Na tržnici se je dalo dobiti tudi različne vrste testenin, jajca in seveda hren. Mi ponujamo domače jajčke, baterijske hlevske reje, potem domače rezance, vseh vrst, konopljine, bučne, jajčne, hren, to je to. Hren je pravzaprav zdaj tisti, ki je povezan tudi s prazniki, kaj ne, da je namerno danes tu na štantu. Res je. Tudi jajčke imajo s tem namenom, ja. Pa še sir in odlične jogurte smo našli. Naša kmetija je znana po mlečnih izdelkih, zdaj prireja in predalava mleka. Zdaj v naši ponudbi najdete od svežih dozorjenih sirov, jogurtov, skut, razne skutine namaze. Tako da ja, se pa tudi vsako leto, če je le možnost, se udeležimo teh tržnic. Zdaj ta velikonočna tržnica je ena odlična priložnost, ki se lahko mi, kako tudi druge kmetije predstavijo. Ob tem, če že imam zdaj priložnost, se bi zahvalil seveda našemu organizatorju, da je to omogočil. Obisk je zelo lep in mi se nadejamo tudi, da bo prodaja uspešna. In res je bilo lepo, od vremena, obiska do vse ponudbe in dogajanja, ki je oživilo vaško središče Starše. Direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milan Krek je minuli vikend obiskal zdravstveni dom Ravne na Koroškem. Izpostavil je angleško različico novega koronavirusa, za katerega je znano, da je bistveno bolj kužen. Vlada je sicer na zadnji seji sledila predlogom strokovne skupine in sprejela stroge omejitvene ukrepe, ki bodo veljali od 1. do 12. aprila. Milan Krek, direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje, je opozoril, da se krivulja okuženosti dviga. Samo dokazuje, da gremo s trendom navzgor. Bojimo se zelo izbruha britanskega seva. Presenečen še ni konec s tem virusom in bo nas presenečal še naprej. Posebej je izpostavil angleško različico koronavirusa, ki je bolj kužna. Poleg britanskega imamo tako južnoafriškega kot tudi brazilskega. Vsi tri sevi so bistveno bolj kužni kot obstoječi sev v slovenskem prostoru. Medtem je vlada na zadnji seji sledila predlogu strokovne skupine in sprejela stroge omejitvene ukrepe, s katerimi želi zajeziti nadaljnje širjenje koronavirusa. Skupina je predlagala ukrepe, ki dejansko pomenijo zaustavitev javnega življenja v državi med 1. in 12. aprilom. Menijo, da bo neukrepanje do junija prineslo vsaj 100 žrtev. Neukrepanje verjetno pripelje v kasnejšem času
drastično zaporo javnega življenja zaradi prepolnjenih kapacitet slovenskega zdravstvenega sistema. Spremenili so tudi odlok prehajanja meja. Zato je pa alarmantno stanje v nekaterih državah Zahodnega Balkana, kjer je število okužb v zadnjih tednih in še posebej dneh drastično povečano. Tonin je dejal, da je cepljenje alternativa, a zaenkrat nismo zadostno zaščiteni. Tem, ko smo v zadnjem letu ugotavljali, kaj je alternativa vsem tem neprijetnim ukrepom, ki omejujejo stike med ljudmi, je že ugotovitev, da alternative ni. Počivalšek zaprtja sicer ni podprl. Da je bilo v preteklih mesecih narejeno, ampak v želji pomagati tudi nekaj napak, pa vendar smo sedaj na točki, ko je vrnitev v normalno življenje odvisna od vseh nas skupaj. Po 12. aprilu se bo ponovno uporabljal semafor sproščanja. Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikov ne bo veljal za lekarne, bencinske servise, finančne storitve, pošto, dostavne službe, dimnikarske ter servisne delavnice za popravila in vzdrževanje motornih koles in koles. Dvorec Viltuš več let žalostno propada. Vlasta Krmelj, županja občine Oselnica ob Dravi, pa nam je zaupala, da so na občini zelo veseli, da je Ministrstvo za kulturo spoznalo, da je dvorec biser in kulturna dediščina, ki je državnega pomena. Dvorec Viltuš je dolgo propadal, a županja Selnica ob Dravi nam pove, da je tako lep, tako poseben in s tem nujno potreben obnove. Torej, mi smo že konec lanskega leta aktivno stopili v kontakt z Ministrstvom za kulturo, ki je pričelo peljati vse postopke, da je danes torej nekako uvrščen oziroma upamo, da bo tudi potrjen, torej da se bo v prihodnjih letih ta grad obnavljal. Posluh države jih veseli, veliko bo narejenega tudi s tem, da bo dvorec predano v upravljanje občini. Torej, veseli smo še pa bolj zato zaradi tega, ker je država zauzela stališče, da je prav, da je ta dvorec torej nekako v upravljanju občine Selnica ob Dravi. Torej menijo, da je dvorec lahko, torej vemo, kaj se dogaja za kulturno dediščino, da velika sredstva so potrebna, da se obnovijo in da potem, če ta dvorec ne zaživi, torej če ni v njem nekih dejavnosti, da potem seveda je mrtev biser tam, ki ljudje ga samo gledamo, pa si z njim pravzaprav ne moremo dosti početi. Zato so pa rekli, torej, da bodo že pred samo obnovo torej stopili v kontakt z občino Selnica ob Dravi, da bomo skupaj dogovorili, torej, katere vsebine v ta grad sodijo, kako bi ga lahko upravljali, torej kako lahko občina skupaj z sodelovanjem torej različnih sosednjih občin, sosednjih strokovnjakov seveda naredi ta grad tudi živ in to je naš cilj. Dvorec je zgodovinsko in kulturno tako pomemben, da ga lahko vrstijo med najpomembnejše v tej regiji, ki sega preko naših meja. Želijo si, da bi bili nanj ponosni tudi v sosednjih državah. In zato mu bomo tudi v nadaljevanju torej dali neko državno in pa regionalno vsebino. In zato se že povezujemo, pa iščemo vse tiste torej sodelujoče partnerje, ki bi na tem projektu lahko sodelovali, torej da bi grad tako zapolnili, da bi ga vsi z veseljem pogledali, obiskali in pa seveda tu preživeli morda nekaj ur, nekaj dni. O konkretnih idejah pa? Konkretne ideje se še rojevajo, ampak osnovna vizija torej tega gradu je, ker izhaja iz njegove zgodovine, da je bil to neke vrste lovski dvorec oziroma dvorec v gozdu in da je ta vsebina je dobro, da bi jo tudi v nadaljevanju nadgrajevali. Torej, da bi se tu dogajalo nekaj, kar bi torej promoviralo to vključenost v lokalno okolje, v gozd, nekatere športne aktivnosti, morda vključevanje mladih. Seveda pa vemo vsi, kaj imamo radi, torej takšen dvorec seveda mora imeti tudi neko ponudbo, restauracije, kavarne. Torej, da je zelo dobro, pa verjetno bo ohranjeno, torej, da bomo imeli tudi nekaj sob, ki bomo jih lahko komu ponudili. Dvorec pa ima tudi prav posebno točko, nam še razkrije županja. Ta naša kapelica z uro, torej, ki je tudi zelo posebna, torej strokovnjaki za zgodovinske ure so že pogledali to naš mehanizem, so že povedali, da je torej ta ura zelo posebna, da je imela celo 4 kako se temu reče, vretena, oziroma da lahko torej 4 vrvice, kjer bi to lahko pozvonil in da torej zaenkrat si poznamo bled, kjer pozvonimo enkrat in si zaželimo in se te želje uresničimo. Torej ta naš zvonik oziroma ura je imela 4 takšne vrvice
in so lahko 4 hkrati, bodo lahko pozvonili, kar vemo, da kdo bo nas takrat obiskal, pa se mu bo torej dobro pozvonilo, se mu bodo pa želje 4-krat bolj sigurno resničile kot drugje. Med prenovo bodo poskrbeli tudi za veličasten park. Ohranili bomo seveda tudi park. Kot veste, je tudi park izredno poseben, ima posebna drevesa, tako da del konzervatorskega načrta bo tudi ureditev parka, da bo takšen, kot je bil takrat v svojih najlepših in zlatih časih. Pogovarjamo pa se tudi o tem, da bi ohranili torej tudi zemljišča, tako kot so bila v preteklosti. Kot veste, če gledamo iz dvorca Viltuš v smeri proti Dravi, so bili včasih grajski hlevi, potem so bili pa grajski vrtovi in pa Drava. Torej, da se je, vkolikor bomo uspeli, da bi se lahko vozilo oziroma da bi bila Drava plovna na tem delu, da bi bil spodaj potem tudi pomol, ki je včasih v preteklosti seveda tudi služil kot neko komunikacijska pot, logistična pot in da se je potem iz Drave počasi preko vrtov prišlo v sam dvorec. To je tista idealni scenarij oziroma idealna slika ali pa scena, kako vidimo ta naš dvorec. Torej, načrti so zelo široko in dobro zastavljeni. Kako jih bo možno realizirati in v kakšnem časovnem obdobju pa bo znano v prihodnosti. Županja si želi, da se pristopi čim prej, da bodo lahko ponosni na dvorec v kraju. Na tržnici v Miklavžu trenutno prodaja 11 lokalnih pridelovalcev, nekaj jih prihaja iz okoliških občin. Odziv je dober, na občini pa so v letošnjem proračunu zagotovili sredstva, da tržnico še nadgradijo. Uredili bodo asfaltni plato, hišice z elektriko in vodo. Tik ob Ptujski cesti v občini Miklavž na Dravskem polju se nahaja Miklavška tržnica. Obiskali smo jo in preverili, kaj ponujajo. Pri nas najdete predvsem naše sokove Aronije, to so 100% sokovi, naš lasten proizvod iz našega nasada. Potem imamo mešanega z jabolčnim sokom, tudi vse je bio, ekološko, domače rezance, pa piškote, široke rezance, jušne rezance, pa razno pecivo, pa zelično sol, tudi ker imamo doma zelični vrt. Čebeljni proizvodi so zdaj v pomladi že malo v skromni obliki, ker je kar precej že teh čebeljnih dobrin zmanjkalo. Mislim na vrste medu, trenutno še na zalogi nekaj cvetličnega pa kostanjevega medu. Kruh iz krušne peči, pirin kruh, pšenično rženi z orehi in pa sadni kruh. Ponujamo tudi potice, potratno in orehovo potico in pa kekse, linške oči, breskvice in pa janeževe pognjence. Delamo domače testenine, turom z droba delamo vse te pšenične izdelke in pa pirene in pa ajdove izdelke. Pečen z drožmi po starem receptu. Imamo različne kruhe, danes imamo tukaj z medom in z olivnim oljem belega, potem imamo belega z čebulo, se pravi čebulni kruh, pa navadnega kmečkega oziroma mešanega, ki je mešana moka bela in ržena. Pri nas pa najdete mlečne izdelke, to je od mleka do fermentiranih izdelkov, jogurti, siri. Župana občine Miklavž na Dravskem polju veseli, da potrošniki spreminjamo odnos do prehrane. Meni, da je njihova tržnica izrednega pomena. V prvi vrsti seveda, da lokalnim ponudnikom omogočimo prodajo zdrave prehrane, v bistvu kot neka dopolnitev trgovinski dejavnosti, ki jih že imamo v naši občini, malce pa tudi simbolno, da promoviramo domačo zdravo prehrano in to je tukaj, kar se odvija ob petkih na naši tržnici, poleg tega pa seveda tudi druženje občanov, kar tudi ima neko vrednost. V tržnici je 11 lokalnih pridelovalcev hrane, vsi niso iz naše občine, nekaj tudi sosednjih občine, predvsem občine Starše. Smo veseli, da jih nekaj imamo in upamo, da bo, če se še ne ukrepimo za kakšnim lokalnim pridelovalcem, saj da to ohranimo, zato ker je to prava pot, po mojem mnenju. V predprazničnih dneh je gneča na tržnici še toliko večja. V glavnem te mesnine, bunko, šunko, pa malo salame, pa ocvirke, ko je včasih za malco malo. Pa veš, da je domače predelano, brez nekih škropiv, pa v glavnem to, da je zdravo, da je domače. No. Radi pridete? Ja, rada grem na tržnico, pa tudi sama doma kaj predelam, tako da. Prodajalci so zadovoljni z odzivom, a si želijo, da bi ljudje še bolj cenili domače in jih podprli. Vedno dosti premalo se zavedajo domače prehrane, da podpirajo domačega kmeta, da kupujejo domače, kupujejo lokalno in kupujejo slovensko.
Na tak način bomo slovenski kmetje preživeli, drugače nas bo uničila tale cenena uvožena hrana, ki pa je kvaliteta pod velikim vprašanjem. Načrti za tržnico so veliki. Novo bodo postavili že v letošnjem letu. V letošnjem letu imamo v proračunu eno investicijo tukaj na tržnici, ki je podprta tudi z evropskimi sredstvi. Uredili bomo tržnico na bistveno višjem nivoju, dobi asfaltni plato, fiksne hišice, komunalno opremo, torej elektriko in vodo. In prav gotovo gre za neko nadgradnjo izkušenj iz preteklih let, da se je tržnica prijela, mi bomo pa zdaj s to komunalno ureditvijo z lepšim izgledom postavili še en korak ali pa nek nivo višje. Organizator Miklavške tržnice je turistično društvo Miklavž na Dravskem polju. Tržnica sicer obratuje vsak petek med 14. in 17. uro. Iskreno vabim občanke in občane naše občine, naj obiščejo našo tržnico. Imamo dobre, kvalitetno ponudbo tukaj na tržnici, ne nazadnje si pa naši ponudniki tudi zaslužijo, da pridemo sem in kupimo njihovo lokalno, zdravo pridelano. Toliko za nocoj oddajo Občinski informator. Na BKTV si lahko ob 20. uri ogledate oddajo Dialog z gostom Zmagom Jelinčičem Plemenitim. Sveže novice pa najdete na spletnih portalih lokalec.si in mbreport.si. Želim vam lep dan še naprej in nasvidenje.